počak še malo, ni še pripravljena. Bo zdaj. Zdaj malo bo. Zdaj bo. V soboto 12. marca je v prostorih Teološke fakultete potekal svet združenja. Več o tem Barbara Pavlaković. Najprej smo imeli tukaj standardne zadeve, kot so razna poročila, zaključni račun in pa rebalans za leto 2011. Potem so pa sledili 3 predlogi sklepov in sicer smo vse 3 potrdili. Prvi se je nanašal na skavtsko-okoljsko vzgojo, ki je sedaj uradno eden izmed drugih vzgojnih izbir združenja, poleg sovzgoje, duhovne razsežnosti in pa mednarodne razsežnosti. Potem drugi sklep se je nanašal na nov vzgojni namen, ki je zdaj v naslednjih 3 letih posvečen pobudništvu in pa ustvarjalnosti. Tretji sklep pa se je nanašal na članstvo v eni svetovni skavtski organizaciji, in sicer ICCG. Tukaj gre za katoliško povezavo katoliških organizacij skavtskih. Vsi 3 sklepi so bili potrjeni. Med enim izmed zasluženih premorov, celotno zasedanje je potekalo približno 6 ur, smo pred kamero povabili dosedanjega načelnika, ki je svoje občutke strnil takole. Občutki zdaj nekaj minut pred iztekom mandata so svojevrstni. Če pogledam nazaj na to prehojeno po 3 let, mislim, da sem izpolnil svoje osebna pričakovanja, želje, cilje strateškega načrta. Mislim, da smo bili pač uspešni. Najbolj sem zadovoljen nad sodelovanjem z načelnico, z Barbaro. Mislim, da sva izvrstno sodelovala, da je topla oseba. Vsekakor pa je v bistvu, malo pomisleka ali pa tega, ker pač nimamo kandidata za načelnika, upam, da se bo v kratkem našel. Je pa moja pač odločitev, da po 13 letih vodenja, aktivnega, dnevnega vodenja, ker v bistvu poleg službe sem imel pravzaprav 2 službi, si lahko pač dovolim odgovorno, da to zaključim ta mandat. Zasedanje je potekalo brez večjih zapletov, vendar je delegat Jaka iz tega Loška dolina 1 opozoril na to, da včasih delegati pridejo premalo pripravljeni na svete in potem zglasujejo kakšno stvar, ki bi bila včasih pa mogoče bolj, da se ne. No in pa seveda čisto na koncu so bile volitve, kjer smo izvolili tako novo častno razsodišče, nov nadzorni odbor in pa nov izvršni odbor. Častno razsodišče bo v naslednjem mandatu vodil Vinko Skitek, članici pa bosta Marjana Janežič in Jarica Koren. Emanuel Vidmar bo predsedoval nadzornemu odboru, pri delu pa mu bosta v pomoč Petra Pucelj-Lukan in Toni Cvetko. Za obdobje 3 let so bili izbrani tudi kandidati za izvršni odbor, in sicer načelnica Barbara Pavlaković, generalni duhovni asistent Aleksander Koren, poverjenica za usposabljanje voditeljev Irena Mrak, poverjenica za program Nina Milenković, poverjenik za program Žiga Kovačič, poverjenica za mednarodne odnose Tadeja Zajec, poverjenik za mednarodne odnose Boris Fartek, poverjenik za gospodarstvo Lukan Novak, poverjenik za odnose z javnostmi Matej Balantič in poverjenica novonastalega poverjeništva za podporo voditeljem Sibila Nidorfer. Člane novo izvoljenega izvršnega odbora smo ujeli takoj, ko so bili znani volilni rezultati. Občutki so fantastični, ful sem hvaležen vsem delegatom za zaupanje. Glede načrtov za naprej, prva stvar, ki je, da se moramo usesti z novo ekipico, narediti pač načrte in planirati stvari za naprej. Jaz se počutim dobro, sem hvaležna za vse glasove, podpore in obljubljam, da bom dala kar najbolje zmorem od sebe. Ja, v planu bo zelo ustvarjalno in pobudniško leto, z vsemi voditelji. Čaka vas eno presenečenje na koncu leta 2012. Vedno je malo napetosti, ker nikoli ne veš, a boš izvoljen ali ne, tudi če si edini kandidat. Načrti za naprej pa najprej se moramo sestati ta trop, načeloma približno kateri ljudje bodo sodelovali zraven, se že ve. Tako da se moramo dobiti v roku 14 dni, sestaviti vizijo, pol pa itak čaka že takoj delo taborne šole, pa priprava voditeljev na taborne šole, pa
še marsikaj drugega. Meni je fajn, meni je všeč to, da vsi moji načrti se nekako z današnjim dnem ne bojo končali, ampak grejo naprej. In mi je super, da lahko v bistvu našemu združenju služim še naslednja 3 leta z velikim veseljem, z vsem srcem in vso dušo. Ja, predvsem se veselim sodelovanja s svojim novim sopoverjenikom, tako da nekaj načrte pa to pa skupaj zastavlja. Čutki so tak, fajn, ampak pač vem, da bo zdaj treba ustvarjalno delati. Zdaj načrt je v bistvu pač res to novo poverjeništvo za podporo voditeljem, ne? Tako da v bistvu zdaj najprej res najti konkreten trop, konkretne ljudi, kdo bo delal, kdo bo kaj delal. Potem tudi malo bo treba reklamirati mogoče to poverjeništvo, ne? Potem pa tako že dalje delati, do regijskih odborov, do stegovodij bo. Po mojem se v 3 letih še marsikaj pokazalo, kakšni novi cilji, nove smeri, kaj se lahko dela tukaj. Ja, občutki mešani, malo veselja, malo živčnosti, ker to je ta prvič tako resno odgovorna naloga na združenju, moja seveda. Zdaj v prvem planu je najprej, da se seznanim pred svojo novo funkcijo, da predamo posle od Janeza Hozjana. Upam, da bom vsaj pa v toliko dober, kot je bil on. Drugič pa zaključiti tekoče zadeve, ponuditi mogoče kakšne nove izdelke, krojke diha recimo, ker so zdaj novi materiali odzun. Mogoče še kakšno novo skavtarnico odpreti na Primorskem, povezati se z bivšimi voditelji, pridobivanje novih finančnih sredstev. Ob novi izvolitvi sem zelo vesela, da so mi delegati in naši stegi pokazali tako veliko zaupanje. Upam, da bom to tudi upravičila v prihodnjih 3 letih, saj nas čaka še veliko dela, tako na področju samega združenja in strateških usmeritev, kot na področju sodelovanja tudi z drugimi organizacijami, predvsem tukaj mislim ZBOX, mednarodne povezave in vse ostalo. Upam, da mi bo tudi s pomočjo novo izvoljenega izvršnega odbora to vse uspelo narediti, ker sem zelo vesela, da so res vsa poverjeništva pokrita, da bomo lahko s polno paro začeli delati kar takoj. A pa ti kaj smoten, ker si sama, še zaenkrat, ker si sam načelnica in ni načelnika? Ja, to je velik pomanjkljaj, ker sem bila zdaj seveda navajena delati skupaj s Andijem, ki je nudil veliko podporo in jaz prav tako njemu, tako da upam, da se bo čim prej našel kakšen novi načelnik. Res, ker združenje deluje na sovzgoji, pa tudi 2 vidika sta zmeraj dobrodošle, ni dobro, da samo eden razmišlja svojo glavo.